Lepo dobro jutro, voščim, Jerneja Krapše. Danes pa sem v svoji pomožni delavnici, zato se malo še moram popravljati. Lepo dobro jutro, Jerneja Krapše, Zvezda Severnica na vaši poti manifestacije idealnega partnerstva. Danes smo v 4. delu delavnic in sicer online darilnih delavnic, ki služijo kot uvod v krasen program nov, ki je in individualen, in skupinski, imenuje se 90 dni za dvig vibracije in manifestacijo tvojega novega življenja v dvoje. Vse pove naslov, dolg je, zato je pač dolg, ker pač drugače pri meni ne gre. Dobro jutro, Judita. Tale je darilni, je za čisto vse, sestavlja en del celote, tako kot vsaka druga stvar, ki jo pač počnem, ampak tale res en konkreten del celote, ki bo pomagal, da boste vi dosegli v 2019 tisto stvar, ki si jo morda že celo življenje zelo želite, ampak ne pridete tako daleč, tako blizu, da bi se vam dejansko to zgodilo. Ja, ima prste vmes univerzum, ja, ima prste vmes to, da vi verjamete ali pa ne verjamete, da nekaj bo ali pa ne bo, ampak prste vmes pa ima tudi vaš zemeljski del, ki pa ga mora vsak od nas tudi narediti, če želimo, da se nam nekaj, kar si želimo, manifestira. Ja, tale delavnica oziroma delavnice delujejo za čisto vsako željo, ki jo pač želite, ampak ker sem jaz tista, ki pomagam ljudem, da najdete, da spoznate svojo drugo polovico, svojega idealnega partnerja za dolgotrajno in ljubeče partnerstvo, bom jaz govorila v tej smeri. Če vi imate kakršnokoli drug svoj cilj, je pač to druga stvar. V tem Facebook live vam bom torej povedala, oziroma bomo šli skozi, po moje, najbolj konkretno od 5 delavnic. Prva je bila zelo konkretna, s čimer mislim, da je bilo potrebnega kar nekaj dela, da je bilo potrebnega vloženega nekaj in dela in energije in časa predvsem. Tale pa je prav tako tista, ki zahteva kar dosti časa. Če boste to počeli res tako, kot se spodobi, da naredite enkrat, da ne samo nekaj pregledate, ampak resnično naredite nekaj za to, da boste imeli potem čisto pravi zemljevid, podporo skozi celo 2019, ko boste šli v boji, če lahko temu rečem boj, za to, da boste si uresničili tisto, kar si pač želite. Na koncu vam bom seveda povedala še, kako se potem te delavnice nadaljujejo, kako bo izgledal 90 dni za dvig vibracije in manifestacijo vašega novega življenja v dvoje. Ta program, ker je pač resnično en fenomenalno nadaljevanje tistega, kar zdaj cel december že počnemo. Zakaj? Za nalašč sem šla vsak teden na novo delavnico, zato da imate dovolj časa, da naredite tisto, kar je treba, če želite, da bo ta set delavnic za vas tudi deloval. Deloval bo če boste vi ne samo naredili te naloge, ampak jih potem tudi imeli nekje celo leto 2019. Verjemite mi, da ne rabite delati kaj dosti več, če ste naredili to, potem celo leto naprej. Ker največja napaka, zaradi česar ne dosežemo tistega, česar si želimo, je to, da skačemo od enega do drugega. Da naredimo to, pa čez 5 minut še nimamo nobenega rezultata in rečemo, ne, to ne deluje, jaz grem zdaj še nekaj, ali pa še moram še nekaj za podporo temu, kar že počnem. Ja, super, podpora je okej, ampak dajmo ostati fokusirani dovolj časa, dajmo si dovolj časa. V času ali pa v smislu univerzuma, kako gledam na čas, je eno leto pravzaprav kot par minut, ali pa še to ne. Tisti, ki ste prebrali kakšno knjigo od doktora Michaela, ne vem, kako se že piše, ampak je to Usoda duš ali pa Potovanje duš, boste vedeli, o čem govorim. Tako, najboljše, da gremo mi zdaj na dejstva, oziroma kaj bomo danes počeli. Jaz si moram tukaj odpreti pravi dokument, ker tale
zadeva, ki jo imam jaz tukaj že printano, tale delovni zvezek za 4. del od 5 delavnic, je stara verzija in včeraj, ko sem šla to delati, ker jaz tudi to počnem, jaz to delam vedno pred vami. En dan preden vam to odpredavam, še jaz naredim zase. Jaz tega ne delam zato, ker ok, nekje sem slišala in vam dam, ampak zato, ker jaz to že drugič v svojem življenju ali pa pol leta delam. In mi vzame enako časa kot vam, ampak verjamem, dati tako jasnost, dati tako podporo, dati takšen boost energije, dati takšen jasen načrt, kaj delati, da nisi zbegan, ker ko si zbegan, je to nekaj najhujšega v življenju, se mi zdi. Ko ne veš, kaj naj in potem se zapreš kot školjka in rečeš tak, jaz se bom zaprl tam noter, bom tisti biserček in to je to. Ja, ni treba, da ste taki, odprite se, naj nekdo s tem biserčkom tudi uživa. In ko nekdo s tem biserčkom uživa, uživa tudi biserček. Okay? Tako da vsi tisti, ki boste delali po tem delovnem zvezku, ki ga boste dobili in dobite ga samo, če ste prijavljeni, tu zgoraj sem že napisala, kje se lahko prijavite, tecajobile.si/nova-jaz in potem tam morate najti prijava in potem pišete mail in tako naprej, po mailu dobite delovne zvezke. In boste dobili novo verzijo, jaz pa jo moram spremljati preko mojega računalnika. Zakaj? Ker včeraj, ko sem jaz to napisala, ta stara verzija tega delovnega zvezka je bila tako zakomplicirano napisana, da imam občutek, da mogoče nihče ne bi vedel, zakaj se gre. Zato sem včeraj si vzela še dodatno časa, da vam je čim bolj jasno, kaj morate početi. Danes bo naloga malo daljša, in sicer boste spoznali, zakaj se vam je doslej dogajalo, kar se vam je dogajalo, naprimer, da ste spoznavali vedno znova ene in iste moške, ki so vas pač vedno znova razočarali, recimo, ali pa ženske, ali pač karkoli pač iščete. In pa kaj so tiste stvari, ki pa bi jih morali spremeniti, in to je res pomembna beseda, morali, ne samo želeli, oboje. In želeli in morali spremeniti, če želite, da boste tudi zares postali tista vaša nova, neprekosljiva 2019, najboljša doslej verzija sebe, ki bo res živela, ne samo spoznala svojega idealnega, ampak tudi živela z njim, začela živeti, začela ustvarjati idealno življenje, dolgotrajno, dolgoročno. No, in če začnemo. Danes ne boste mogli delati z mano skupaj teh nalog, zato ker si boste morali vzeti več časa, ampak toliko, da dobite idejo, ali pa da potem, ko boste gledali posnetek, lahko ustavite na pauzi in zraven delate še po delovnem zvezku. Okay? Najprej si vzamete 3 ločene liste. Če pišete na roko 3 ločene liste, če pišete preko računalnika ali pa na računalnik, si pač napišete samo 3 vprašanja, ki so zelo, zelo ključna. In sicer 3 vprašanja so: kako lahko ljudem, človeštvu, tukaj zemlji še bolj služim? Mogoče se vam to zdi bedno vprašanje, kaj zdaj to tukaj išče, ampak je vse prej kot bedno vprašanje. To vprašanje pomeni, kako lahko še več vrednosti dam temu planetu, recimo, kjer jaz živim. Ker na koncu koncev vi imate tudi veliko tega planeta, ampak ne bomo zdaj šli v to. Kako lahko jaz dam še več vrednosti, kako lahko še bolj služim, ampak vedno imejte tukaj v ozadju, v mislih, na način, ki vam ustreza. Kaj s tem mislim? Ne razmišljate zdaj o tem, kako lahko ljudem še bolj služite ali pa pač temu svetu, s tem, da ste, če vam to ni všeč, čistilka. Ali pa s tem, da ste, če vam to ni všeč, ne vem, prodajalka. Ali pa s tem, da ste, če vam to ni všeč, kaj pa jaz vem, matičarka ali pa matičar. Razmišljate v smislu, kar vam je všeč, v čemer uživate. Vem, da marsikdo se boji te besede uživate, zato ker je to nekaj, česar pač kao ne bi smeli zaradi tega, ker se to ne spodobi. Ja? Ali pa zato, ker uživajo pa res lahko samo nekateri, življenje je težko, bodite na realnih tleh. Ne, govorim o tem, da imate ta občutek užitka. To je najboljši občutek na svetu, ko ste čisto sproščeni, to je visoka vibracija. S tem nikomor ne škodite. S tem, ko sami sebi dovolite ta občutek, ko si dovolite, da lahko tako razmišljate, s tem date največje možno bogatstvo in najbolj služite
celemu človeštvu. Zakaj? Ker oddajate tako vibracijo, tako energijo. Ker oddajate nekaj, kar svet itak potrebuje, ampak toliko sveta ne ve, kako to ustvariti. In tukaj je ta formula. To, kar sem zdaj povedala. Na tak način, da razmišljate, kako lahko svetu še bolj služite. Začnite pa ne pri svetu, začnite pri sebi. Začnite doma, začnite s tem, kar zdaj imate. Verjamem, da je marsikdo v službi, ki mu ne ustreza. Verjamem, da je, govorim nasplošno, marsikdo pa je v službi, ki je sanjska. Da je marsikdo, ne vem, v družini, kjer nimate porihtanih odnosov. Marsikdo je in imate fenomenalne odnose. Skratka, najdite se tukaj, kjer ste. Dajte karte na mizo, tako je in nič drugače. Ja? In potem iz tega stališča začnite razmišljati, kako lahko zdaj vi s točno tem, kar vi živite, s točno tem, kar zdaj imate, še bolj služite ljudem. Brez da se boste vi izčrpavali. To je tisto, kar vam hočem povedati. Brez da se boste vi izčrpavali. To ne pomeni samo, da boste se fizično izčrpali, ampak da se boste izčrpavali recimo energetsko, da vam bo zmanjkalo energije, da boste postali bolani, da boste postali tečni, jezni, nervozni, nepomirjeni, živčni, stresu in tako naprej. Ne na tak način. Ja, služite na tak način, da boste in vi zadovoljni, ker vas to, s čimer služite, s čimer pomagate, tudi polni. In ja, polni tudi denarno, ker mora biti krog sklenjen, ker tudi denar morate dobiti za to. Ni treba samo denar, ampak tudi denar. Okay? V vseh pogledih poglejmo, se pravi, kako lahko ljudem še bolj služim in bomo s tem vsi bolj polni. Kako jih lahko še bolj osrečim in hkrati osrečim tudi sebe. Kaj to pomeni, sem vam zdaj razlagala. Kako jim lahko še bolj polepšam dan, zdaj vam samo govorim pod vprašanja. Kako, na kak način? Tukaj se prosim zavedajte, da so stvari, ki vi mislite, da jih vsi itak obvladajo. Kot recimo, jaz vem, da znam zelo dobro pisati. Pisati maile ali pa pisati, karkoli napisati, nekaj napisanega. Se izraža, čeprav nimam neverjetno fenomenalnega besednega zaklada, daleč od tega, imam zelo slab besedni zaklad, pravzaprav, ampak znam pa pisati, zakaj? Zaradi tega, ker vem, kako se vas dotakniti, ker vas znam poslušati, ne zato, ker bi hotela manipulirati z vami, ampak ker vas znam poslušati in ker bi vas želela potolažiti in vam hočem pokazati načine, ki so možni za to, da si spremenite svojo usodo, da si spremenite svoje življenje, da vseeno, če naredite nekaj, tukaj, kjer ste zdaj, s tem, kar imate zdaj, lahko spremenite svoje življenje. In recimo, jaz vem, da znam to fenomenalno in znam zelo dobro. In mi ni problem to povedati, se ne hvalim, vem, da je to resnica. Medtem ko marsikdo drug tega ne zna in ne zmore. Marsikdo, kar pogledajte, koliko je bilo takih v srednji šoli, osnovni šoli, ki so dobili, ne vem, spise 1, 2, komaj kaj takega. Jaz sem jih imela, čeprav sem imela vse ostalo, približno 2, v srednji šoli, sem imela spise vedno 4, 5. In to je bilo to. Skratka, in s tem lahko vi absolutno enormno pomagate nekomu. Zakaj? Ker čeprav vi mislite, da je to prišlo z levo roko, tu bi mogla narediti, z levo roko, pravzaprav nekomu to pomeni veliko več, kot bi vam pa bil za to, kot boste pa vi postavili recimo ceno za to. Ja? Tu sem zdaj šla malo bolj poslovne vode, samo zato, da vidite, da imate dejansko veliko večjo vrednost v sebi, kot pa si jo znate predstavljati ali pa si hočete priznati. Ja? In to je tista vrednost, ko pravimo, ali pa ko v teh knjigah, recimo Wattles v The Science of Getting Rich pravi, da moraš vedno dajati 10-krat več vrednosti, kot tisto, kar dobiš nazaj. Ker potem se boš počutil resnično bogatega, resnično takega, ki kar naprej nekaj daje. Ja? Se pravi, kako lahko ljudem še bolj služite? Z zavedanjem tega, da izkoristite svoje unikatne sposobnosti, unikatne lastnosti, vse to, kar je.
kaj ima to v povezavi s tem, da boste vi spoznali idealnega partnerja? Vse. Zato, ker takrat, kadar vi izkoriščate svoje unikatne sposobnosti, talente in tako naprej, živite svoje življenje, svoj namen, hkrati pomagate vsem okoli vas in žarite. In ta vaš žar od znotraj je najbolj magnetno privlačen profil, ki ga lahko kadarkoli ustvarite. Nič ne bo bolj privlačnega kot to. Ja? Pustimo potem tisto, da smo urejeni, lepi in ne vem kakšni še vse po standardih. To je ta notranji žar. Fino je, da se zraven še uredimo, če vam to kaj pomeni. Če pa ne, marsikomu ne, tudi ok. Ampak ta žar je tisti magnetizem. Čisto vsaka stvar, ki vam jo pravim zdaj, ima svoj zato. Čisto vsaka. Se pravi, prvo vprašanje, ki ga napišete na prvi A4 list, je, kako lahko ljudem še bolj služim. V delovnih zvezkih, ki če ste prijavljeni na to delavnico, ki jih boste dobili po mailu, se pravi samo če ste prijavljeni, vam vse to piše, tudi pod vprašanje in vse, tako da ni noben problem. Če še niste prijavljeni, prijavite se, ker bo zelo težko to delati brez, da imate delovne zvezke. Sploh ta del. Okay? In niste ničemur zavezani, če se na to prijavite. Ja? Sem torej pišete razne ideje za to, kako lahko še dodate vrednost svojemu življenju s tem, ko služite sebi in drugim, na način, ki ga obvladate, ki vam je fajn in tako naprej. To je napisano noter, ne bom tega zdaj brala, se pravi, vse to sem jaz že povedala. Pomembno pa je seveda tudi to, kar sem že tudi povedala, da se ne omejujete s tem, da morate biti vi tisti, ki dajete vrednost. Ne? Lahko ste, na primer, vi tisti, ki na eno mesto pripeljete eksperte, ki bodo nekaj delili z drugimi. Tudi to je možno. Drugo vprašanje, ki si ga zastavite in na katerega morate odgovarjati, to je zelo pomembno. Tukaj zdaj pauzo stisnete in greste tisto odgovarjati najprej. In ko pridete do konca, greste šele na drugo vprašanje. Drugo vprašanje je, v čem uživam. Mogoče se vam zdi, da to se malo prepleta. Se prepleta, ampak zagotovo sta to dve ločeni vprašanji. Prvo je torej bilo, s čim lahko ljudem še bolj služim, drugo pa je, v čem uživam. Ja? To je tisti del, ki sem ga že prej malo omenila in sicer ne razmišljajte toliko o tem, kar bi vi verjetno morali dati ali pa kaj svet potrebuje in boste vi se v tisto spustili, pa če vam je to ok ali ne. Ampak razmišljajte o tem, v čem vi uživate. Kaj vam absolutno polepša dan, ko to počnete, ko o tem razmišljate, ko se o tem učite na novo in tako naprej. Kaj vam totalno polepša dan? Kaj so tiste aktivnosti, v katerih se izgubimo, nas polnijo, nas prižigajo. Okay? In tukaj je zelo pomembno to, da resnično zapišete res tiste stvari, v katerih uživate, ne samo blestite, ker to sta dve različni stvari. Ja? Tega me je lani naučila Martina Zorc. In sicer, uživati pomeni, da mogoče še tudi ne blestite v tem, mogoče še tudi niste najboljši v tem, ampak v čem uživate, kaj vam absolutno polni baterije, kaj vam prinese nasmešek na obraz. Če pa v nečem blestite, pa ste se lahko tistega naučili, ljudje vas cenijo zaradi tega, ampak ni nujno pa, da v tistem tudi uživate. Tisto vas potem pomalem ugaša, če nimate tukaj dobro balansiranega, da vseeno počnete pa še toliko in toliko stvari, v katerih pa vseeno uživate. Ja? Jaz vam lahko povem tukaj mojo zgodbo, ko sem jaz rodila recimo, ker jaz pač nisem tisti človek, ki bi celo življenje samo komaj čakala, samo da bom mama, ampak je bilo to pravzaprav bolj na mojem zadnjem mestu in šele takrat, ko sem spoznala mojega dragega preko on, sem ugotovila, da si on zelo želi otroka, da jaz v njem, v prvem človeku, s katerim sem bila v moji karieri 15 let, vidim dejansko potencial očeta za mojega otroka. In to je vaša odločitev, drage moje dame, kdo bo in kdo ne bo, ja? Oziroma v kom to vidite in kom ne. Je se zgodilo tako, da ko sem jaz rodila potem, ker sem pač bolj, ne bom rekla karierno orientirana, jaz sem pač vodnarka, jaz bi rada rešila svet, ne? Na kratko povedano. In ko sem jaz imela otroka, sem pa tudi po drugi strani vodnarka, ki bo poskrbela za vse, ki je odgovorna 100%. In ko sem jaz dobila tega malega aliena v svoje življenje, ki ni znal ne govoriti, ne nič, ki si ga moral držati dobesedno kot, ne vem, stiroporček, ker je bil tak fragile, ne, in vse ostalo, jaz sem znorela, zato ker mi je vzel toliko časa, pa ne bi bilo treba.
jaz enostavno si nisem mislila, da lahko si vzamem tudi nekaj časa na teden ali pa koliko mi pač omogoča za to, da sebe dvignem, da uživam v stvarih, v katerih uživam. Marsikdo pač takrat potrebuje spanje, jaz bi verjetno takrat potrebovala kako dobro stvar za osebno rast ali pa kakega človeka, s katerim bi se pogovarjala o tem in bi me dvignil in mi osvetlil stvari in tako naprej, ker samo to že dostikrat pomeni fenomenalno stvar. In jaz uživam v tem, ko se lahko, to je ena izmed top stvari, to sem včeraj napisala, da uživam v tem, ko se lahko pogovarjam o čemerkoli, kar bo meni izboljšalo življenje, se pravi metode, ki mi bo izboljšale življenje, mogoče samo pogovor o tem, da me nekaj ali nekdo dvigne in potem tukaj to zbalansiramo. Ampak tega nisem naredila in sem bila v konkretni jebi, po domače povedano, zelo težko mi je bilo. Nisem sicer krivila nikogar, mislim, da ne, no, ampak sem pa se milijardkrat vprašala, kaj mi je bilo tega treba in zakaj pri Bogu sem jaz imela otroka. Hvala Bogu, da sem ga imela danes, ko je star 2 leti in pol, mi je vse jasno, kaki blagor je to in ne vem, če bi šla še enkrat se skozi, ampak hvala Bogu, da sem že, da je to za mano. To je to. To je moja zgodba, samo za intermeco. Ampak hočem vam povedati, kako zelo pomembno je. Ja? Jaz blestim v tem, da drugim pomagam. Jaz vem, da blestim v tem, ker dam vse, kar sem, kar znam, kar lahko, vse, v svoj čas, svojo energijo v to, da nekomu drugemu pomagam. Ampak ni pa nujno, da v tem tudi uživam. Tako kot ni bilo v tem prvem letu otrokovega življenja, ko mi je bila to največja muka, vedela sem pa, da moram to narediti. In to me prazni. Ja? Zelo pomembno je, da delate stvari, ki vas polnijo. Tako da tukaj napišete, v čem uživate. Ja? In sem sodi seveda vse tisto, kar z veseljem počnete, pa če ste ali pa niste za to plačani. Ja? Nima nobene veze. Tretje vprašanje. To je pa zdaj tako bolj strateško. Ne? To je pa ta načrt. Ali pa, no, vse skupaj je del načrta, ampak ta se vam bo zdel mogoče še najbolj načrtovalen. Ne? Tretje vprašanje pa je, kaj lahko načrtujem in bo najbolj pozitivno vplivalo na moje novo idealno življenje v dvoje. Kaj lahko načrtujem zdaj in bo najbolj pozitivno vplivalo na to, da bom čim prej spoznala svojega idealnega. Kaj lahko načrtujem? Kaj bo ustvarilo tisti največji učinek metulja? Če ne veste, o čem govorim, ko rečem ta teorija metuljevega efekta, pravijo, da če samo en metuljček, pa vemo, kak je mehek, kak je majčken in tako naprej, enkrat zamahne s krili, to naredi tako najprej majhno spremembo v ozračju, kar potem generira večje spremembe in te zopet večje in na koncu se vse skupaj zaključi z orkanom na drugi strani zemeljske oble. Gre samo za to, torej, da si znate predstavljati, da tudi če počnete take stvari, ki se vam zdijo neznatne, ki se vam zdijo, pa kaj lahko jaz s tem sploh pomagam, imajo veliko večji učinek, verjetno na dolgi rok, ali pa tudi ne, kot si pa sploh lahko predstavljate. Vi si samo predstavljate, torej, oziroma najdite, kaj je tisto, kar lahko vi naredite zdaj s tem, kar imate, to je tisto, o čemer sem govorila pod točko 1, s tem, kar imate, karte na mizo, ja, ali pa do česar še imate dostop, zato da vi mislite, da vam lahko pomaga do tega, da boste spoznali svojega idealnega partnerja. In tukaj bi jaz mogoče poudarila, da je zelo pomembno se pri nas sploh, ali pa pri vas, osredotočiti na to, da razmišljate o tem, kako biti zelo privlačni temu človeku, vašemu idealnemu partnerju. Pa ne zato, da boste svojemu idealnemu partnerju privlačni, da boste njemu všeč, takemu, kot ga vi pač vidite, ampak zato, da boste načrtno, ne, da boste razmišljali, ok, kaj bi on verjetno želel, to je bila moja rak rana, celo življenje, dokler nisem začela delati po metodi idealni za sebe, celo življenje sem vedno razmišljala, kaj lahko naredim, kaj jaz mislim, da on misli, da bi jaz naredila oziroma bila, da bom dovolj za njega, da bo on želel z mano biti. Zakompliciran stavek, dajte si še enkrat prevrteti, boste vedeli točno, za kaj gre. Ja? Kaj jaz mislim, da on misli, da bi si on želel, da bi jaz naredila, da bi me ja potem hotel imeti. Ja? To je bila moja rak rana.
In to je totalno zgrešena logika. Ne govorim o tem. Jaz govorim o tem, da vi točno veste, kaj je vaš idealni partner. O tem bomo delali v zadnjih 30 dnevih našega 90-dnevnega programa, individualno-skupinskega, ko bomo takrat točno zastavili, oziroma čisto na koncu 60 dni, bomo točno zastavili, kdo in kakšen je. Potem, ko nam bo že popolnoma jasno, kdo smo mi, kaj počnemo in tako naprej. Zakaj je ta popolnoma jasno, kaj smo mi, kdo smo mi in tako naprej pomembnejši? Zato, ker sebe naštelamo na sebe, sebi dovolimo biti jaz. In s tem, ko to naredimo, ko se in spoznamo, in sprejmemo, in izboljšujemo tiste stvari, na katerih še mogoče nismo tako zadovoljni sami s sabo, pa ne vemo, kako bi jih spremenili, pa se da, verjemite, da se da, to je tisto, na čemer moramo delati. In ko to sprejmemo, ko se ta celota poveže in ni treba več kot 60 dni za to, takrat vi postanete takoj neustavljivo privlačni za svojega partnerja. In zato sem jaz tudi rekla, da je v tem 90-dnevnem tečaju oziroma 90 dni za dvig vibracije in manifestacijo idealnega življenja dvoje tega programa, da je prvih 60 dni prepovedano iti na zmenke. Zato, ker če boste ponavljali eno in isto zgodbo, če se vam je zdaj že ponavljala in se vam ni zgodilo nič drugačnega, boste isto ponavljali naprej, če ne boste prekinili tega vzorca, se naučili tistih osnov, ki se jih je treba, ja? In to so te osnove. In šele potem začeli biti pomočnik svojega univerzuma oziroma tega našega univerzuma, ki vam itak že ima na lagerju, da vam dostavi vašega idealnega partnerja. Ja? Ok, se pravi, kaj bo ustvarilo največji pečat zame? Kaj bo ustvarilo največji učinek metulja zame? Tu se vprašate, s čim lahko pomagate, kakšne akcije naredite. Jaz bi vam tukaj recimo svetovala, če sem jaz na vašem mestu, ali pa kaj sem jaz naredila takrat, ko sem to počela, ko sem šla spoznavati prvič v življenju in tudi verjetno zadnjič v življenju idealnega po metodi idealni. In sicer sem takrat si napisala, kaj vse lahko jaz počnem, zato da bom hitreje prišla oziroma spoznala svojega idealnega. In ena od stvari je bila zagotovo, vpišem se na on. Ja? Druga od stvari je bila, da sem še bolj jaz. Da se še bolj posvetim temu, kaj sem jaz, kaj so moje želje. Tretja od stvari je bila, da sem vedno od začetka, ko se bom spoznavala s potencialnimi partnerji, se pravi tistimi, ki jim bom dala možnost, da se bomo tudi dejansko srečali, ker do tja že morajo kar nekaj narediti za to, oziroma pokazati, mora se videti tisto, kar vi želite, da mu date potem to možnost, da vas spozna. Govorim za moške ali za ženske, ampak to je spet vaša odločitev. Ne rabite in niti pravzaprav, če hočete hitro spoznati svojega idealnega partnerja, ne smete iti na zmenke kar vsakim. Ne smete. Konec. Ker če boste sami sebi naredili veliko škodo. Ker ne boste več verjeli, da obstaja idealni, ker boste mislili, da joj moj bog, kaki so tam zunaj, ker boste izgubljali čas, energijo, voljo, vse, kar je možno, zato, da boste mislili, da idealni za vas ne obstaja. Ampak pustimo to se bomo učili vse v nadaljevanju. Se pravi, kaj se lahko vi načrtujete? Jaz sem rekla, da bom absolutno iskrena in ko smo midva recimo z Mitjem šla na zmenke na začetku, jaz sem mu povedala točno tako, kot je. Jaz sem mu povedala, da kaj je že bilo, kaj vse, kaj pa jaz vem, ko me je vprašal za... Glavno vem, da je bil enih parkrat šokiran, ampak zdaj si z glave niti ne znam predstavljati. Vidim ga samo, kako je bil šokiran takrat, ne spomnim se pa, kaj točno je bilo. Če si bom vmes spomnila, vam bom povedala. Mislim pa, da je bilo nekaj v povedal. Točno vem, kje sva bila, na katerem delu hriba, ko sva šla na Pohorje, ko je dobil tisti pogled. Ne vem, si bom spomnila mogoče. Glavnem, to je to. To je bil zdaj korak 1. Za ta korak boste porabili, jaz včeraj, ko sem to delala, boste porabili kako uro časa. Ja?
mogoče nekateri manj, mogoče nekateri več, odvisno pač, koliko ste že povezani sami s sabo, koliko se poznate in tako naprej. Jaz mislim, da sem porabila včeraj približno 30-45 minut, ampak imam bolnega otroka, tako da v bistvu skačem sem in tja in nekje tukaj boste za to porabili. Če hočete konkretno narediti in priporočam vam, da vzamete si čas, da naredite konkretno, ker ko boste enkrat to konkretno naredili, boste videli, kakšen načrt bo zdaj iz tega ven prišel. Potem vzamete v roke papir, svinčnik in narišete 3 kroge. Zdaj, če delate na računalnik, vam ni treba, lahko to samo si prepišete ali pa kakorkoli naredite, ampak Venov diagram, tisti, ki ga poznate, veste, o čem govorim, to je ta Venov diagram. To narišete. Ja? Narišete 3 kroge, ki se tako prekrivajo. Ja? In prekrivajo se tako, da je tale vmesni krog je prekrit, se pravi, je del vseh 3, to sta 2 in tu sta 2, pa še tu je potem samo ena stvar. Ja? Oziroma samo za eno vprašanje. Verjetno je zdaj že jasno, da boste, to je drugi korak, se pravi, narišete ta krog. Potem pa v tretjem koraku začnete v pravilne krožce vstavljati pravilne odgovore. Vse vam bom zdaj povedala, nič vam še nisem, če vam ni jasno, nič hudega. Tu bom pa malo bolj brala, zato ker sem si včeraj res to tako napisala, da vam je vse jasno. Pazite, da bodo zares vpisani na pravih koncih in posebej pomembna so presečišča. Tole so presečišča. Ne, to, kar je številko tukaj zapisano, to so presečišča. Prvi levi zgornji krog, pri meni je levi ta. Ne, zdaj jaz vem, da pri vas je ravno obratno. Prvi levi zgornji krog, v njega zapišete vse tisto, kar ste napisali na vprašanje, kako lahko ljudem bolj služim. Drugi desni zgornji krog spada tiste stvari, ki ste jih napisali pod vprašanje, v čem uživam, in tretji spodnji krog je namenjen vprašanju, katere načrtovane akcije bodo najbolj pozitivno vplivali na to, da zaživim ljubeče partnerstvo do konca najinih dni, čim hitreje. Ja? In zdaj je zelo, zelo pomembno, da zapišete, prepišete vse te stvari tukaj v te krožce. Ja? Ok. Potem pa, ko ste to napisali, si v vsako, jaz upam, da bom zdaj našla, si pa napišite v vsakega od teh krožcev številko, predvsem na ta, tukaj, kjer so stičišča, ne? Tukaj si zapišete številko. Tukaj je 1, 2, 3, 4. Ja? In zdaj, kaj je tukaj zelo pomembno? Zelo pomembno je, da kot vidite, je v prvem, da vam pokažem še enkrat, tu vas nočem zdaj zmočiti, kakorkoli že ne. Zelo pomembno je, da ko prepisujete vaše naloge, ki ste jih napisali pod prvo vprašanje in drugo vprašanje in tretje vprašanje, da razmislite, kaj je tisto, kar ste napisali pod prvo, drugo in tretje vprašanje, kar v bistvu pravzaprav je združeno. Ne? Kaj je tisto, kar v bistvu sodi v vse 3 krogce. Ne? Se pravi, tukaj, tukaj in tukaj. Vse tisto, kar v bistvu lahko napišete in pod vprašanje, s čimer lahko ljudem še bolj služim, v čem uživam in kaj so tiste akcije, ki bi jih rad naredil. Če se vse to združuje, potem vse skupaj napišete sem, v sredino. Ja? Združite na nek način, recimo vam bom povedala, tukaj se imate napisano tudi v delovnih zvezkih en primer in sicer, če ste pod vprašanje 1, ne, ki je, kako lahko ljudem še bolj služim, nekateri mogoče napisali tako, da sem še bolj urejen, ja, da sem še bolj urejen, kar lahko mogoče marsikomu na tak način služite.
Pod vprašanje 2 pa, v čem absolutno uživate, recimo v manikiri in pedikuri. Recimo, potem je pravzaprav to zapisano tukaj v tem stičišču. Ne na 1 in na 2, ker imate skupno točko. Ker to, da boste vi šli v manikiro in pedikuro, bo pomagalo, bo podprlo tisto, da boste vi še bolj urejeni. Torej to zapišete v to stičišče. Ja? Če pa imate pod 3. vprašanje napisano še, recimo, da bi lahko organizirali zmenek pri manikerju, ali pa manikerki, ali kaj takega, so to dobesedno 3 stvari, ki so povezane in so odgovor na vsa 3 vprašanja hkrati, vsa 3 vprašanja podpirajo in jih zapišete, napišete to vse skupaj, združite v nek svoj stavek, ki ne rabi biti tako dolg, ne rabi biti vsi 3 stavki, ampak naj bo nekaj, kar bo odsevalo vse to, kar sem povedala, tukaj v to stičišče, se pravi v sredino. Zakaj je to tako zelo pomembno, boste videli kasneje. Vi samo razmišljate zdaj, kaj je tisto, kar ste napisali in lahko v bistvu podpre več stvari hkrati. To je zelo, zelo pomembno, ker nekatere stvari bodo tudi ostale samo tu zunaj ali pa samo tukaj. Jaz vam lahko povem najboljše z mojim primerom, sem videla, če bom znala, imam še kje tukaj zelo hitro. Ja, imam. In sicer vam bom povedala jaz, kaj sem napisala zase. Jaz nisem delala sicer za idealnega partnerja, ampak sem, da vam pokažem, če bo šlo sploh to zdaj, vam lahko pokažem, ok, bomo videli, če bo šlo. Ok, vidite, to sem jaz naredila, ne? To je zdaj tisto, jaz sem delala na računalniku. So stvari, ki so ostale popolnoma se pravi samo v tem drugem krogcu, ki jih ne podpira ali pa so brezpredmetne za karkoli drugega. Recimo v pogovorih o osebni rasti. V tem absolutno uživam, ampak ne vem pa, če je to ravno, če bom s tem kakorkoli podprla to, s čimer lahko drugim še toliko bolj služim, čeprav bi verjetno marsikomu lahko. Ali pa recimo v poslušanju YouTube video motivacijskih. Ne? To jaz absolutno uživam v tem, ali pa če gledam X-faktorje, tiste ful dobre, ne? To absolutno uživam, ampak to nima nobene zveze s tem, da bi imela neke akcije lahko iz tega naredila, glede na moj cilj, ne? Ali pa da bi s tem kakorkoli služila drugim. Tako da tukaj so neke stvari, ki so skupaj kjer podpiram in temu, oziroma kjer je odgovor na vprašanje in kako lahko komu služim in v čem uživam. Recimo, da uživam v svojem delu uspešna izvedba projektov. Ja? To je recimo absolutno tukaj v tem stičišču, ker uživam v svojem delu, to mi vsekakor pomaga pri tem, da služim tudi ostalim, zato ker ko uživam v svojem delu, bom dala absolutno 100% sebe in bom poleg tega še žarela, imela bom dovolj energije za vse rešiti, karkoli. Uživam v svojem delu, je pa itak, da uživam, ne? In je to dvoje skupaj. Ne podpira pa to tretje stvari tako zelo, ki je, kaj so pač tiste akcije, ki jih lahko naredim zato, da bo to doživelo nek učinek metulja, da bo to mi prineslo v resnici tisto, kar si želim, moj cilj. Ja? Jaz upam, da je to zdaj malo bolj jasno. Evo, in da ste si znali, da si znate zdaj to razlagati, kako. Ker to je zelo, zelo pomembno. Ta stičišča so zelo pomembna. Dajmo zdaj tukaj si biti na jasnem, da boste to nalogo, ta video morali po moje gledati malo večkrat, zato da bo jasno. Ampak se mi zdi, da bolj, če boste zdaj samo poslušali, težje vam bo razumeti, prej, ko boste pa to začeli delati z delovnim zvezkom, ki ga boste dobili, če ste prijavljeni. Če ne veste, kaj to pomeni, kako se prijaviti, napišite mi v komentarju spodaj. In ko boste to začeli izvajati sami, vam bo potem postalo veliko bolj jasno. Ja? Bo popolnoma jasno in ne bo nobene zmede. Totalno vam bo jasno in postalo vam bo, videli boste svojo sliko, ful vam bo jasno. In to, kar je potem zelo pomembno, se pravi, da potem, vidite, da jaz tukaj še nisem imela napisanih, samo malo, nisem še imela napisanih tu noter številk, ni tukaj številk ena, ne vem, kje že potem je še 2.
1, 2 in tako naprej. Ne, tu še ni številk napisanih. Tu samo zdaj vi prepisujete tisto, kar mislite, da vam gre, kar je treba sem dati. Ne? Potem pa zapišite številke. To imate vse napisano v delovnih zvezkih, kako si sledijo. Številke si sledijo tako, da je tukaj enka v sredini, zelo pomemben je namreč vrstni red. Zelo, zelo pomemben. In če zdaj mislite, da vam prodajam neka jajca, boste videli na koncu, kako pomembno je to vse skupaj. Sploh tisti, ki ste metodični ljudje, ki razumete, da morate tudi sami nekaj narediti za to, da se vam cilj manifestira. Ja? Karkoli pa že je. 1, 2, 3, 4. In zdaj gremo pogledati, zakaj so to tako pomembne, zakaj si grejo po taki logiki, zakaj je 1 na sredini, 2 zgoraj v stičiščih. Ker zdaj so pomembna samo stičišča. Zato, da vi naredite konkreten načrt. In ta načrt služi temu, da vi postanete pomagač univerzumu, da vam univerzum dostavi vašo srčno željo, da vam univerzum hitreje dostavi vašega idealnega, da se spoznata, da začneta četati, da gresta na zmenek, da postaneta par, da se skupaj preselita, da gresta skupaj na morje, da skupaj preživita božične praznike, da spoznata družine drug drugega in tako naprej. Ja? Kaj je treba narediti? Kaj je vaša naloga? Univerzum itak večino prevzame. Ja? Torej, zelo pomembno je razumeti, kako si pravilno sledijo zdaj naslednje akcije, oziroma da boste razumeli, kako si narediti načrt iz tega in pa zakaj po takšnem vrstnem redu. To imate vse napisano v delovnih zvezkih, ampak vseeno vam tukaj še razložila. In sicer center je na sredini. Ja? V tem centru so zapisane zadeve, ki so v vseh 3 krogih, kar pomeni, izpolnjujejo vse 3 kriterije, kar pomeni, to je nabor aktivnosti, s katerimi začnete. To so najpomembnejše stvari. Temu boste posvečali največ časa. Ko boste v 2019 rekli tako, zdaj bom pa jaz manifestirala svojega idealnega partnerja. Bom ga, pika. In tukaj, ko naredite ta del, vsaj ta del v povezavi z vsemi ostalimi, še najpomembnejši je prvi del in pa ta 4. del, če bi morala izbirati, ampak definitivno se skupaj celota. In sicer, takrat, to je recimo to, kar ima največjo moč, kar vam najhitreje lahko manifestira vašega idealnega partnerja in življenje z njim. Najbolj pomagajo vam vse te akcije, vse te stvari, ki jih boste počeli, najbolj uživate v njih, najbolj pomagajo drugim in hkrati imate s tem največji uspeh. Ja? Presečišče številka 2, to je to zgoraj, tukaj, ja? Presečišče številka 2 je tisti košček zgoraj, ki je presečišče zgornjega levega in zgornjega desnega krožca. In sicer odgovarja na vprašanje, kako lahko več dam, bolj služim in v čem blazno uživam. Ja? To pomeni, da bo zagotovo sprožilo pozitivne premike, mogoče majčkeno manj kot tisto, kar je pod 1, ampak zagotovo sproži pozitivne premike. Presečišče 3, številka 3, je presečišče levega, vi vidite točno nasprotno, ampak govorimo o levem, levega zgornjega in levega spodnjega krožca. In to je presečišče 3 številka. In sicer tukaj odgovarjamo na vprašanje, kako lahko največ dam, najbolj služim, ne? In pa, kaj lahko ima zame največji pozitivni vpliv, to je tisto, ko načrtujete, kaj bi lahko naredili. Zdaj, tukaj v tem presečišču ni ravno največ zadev, ki bi vas hudo neverjetno veselile. Bolj so take stvari, ki so vam mogoče malo težje, ampak veste pa, da imajo lahko izjemno pomemben pozitiven vpliv na vaš cilj. Okay? To so stvari, ki jih poskusite, bom rekla, maksimalno delegirati, če se le da v vašem življenju, če se le da, kolikor se le da, zato, da vam ne bodo jemale preveč vaše energije. Kaj sem jaz tukaj napisala pod presečišče številka 3? Dogovor z nekim točno določenim podjetjem, pomoč pri neki točno določeni stvari, da
ja, da se povezujem, to je meni taka groza včasih, da se moram povezovati s podjetji, ampak vem, da če so prava, da lahko vsem prinesejo največ in tako naprej. Skratka, jaz pač delam za drugo stvar, vi pa boste verjetno tukaj dali, kaj pa jaz vem, da morate iti na prve zmenke ali pa kaj zmenka take, čeprav tega ne morete delegirati, ne? Ampak mislim, da razumete, o čem govorim. Četrta številka 4, pa je tukaj, se pravi je med desnim zgornjim in spodnjim krožcem, desno, ravno obratno je, in to je številka 4. To pa so dejavnosti, v katerih blazno uživate in pa to so tiste stvari, ki ste jih spodaj napisali kot neke akcije, kot tisto, kar lahko naredite, zato da boste prišli hitreje do vašega cilja, do tega, da boste res spoznali zase idealno partnerstvo. To je zelo, zelo pomembna stvar tudi, ne? Se pravi, samo tisto, kar je pod 3, poskušajte maksimalno delegirati, naj kdo drug naredi za vas, če le lahko, kot recimo, evo, pod številko 3, kako ustvariti fenomenalen online profil, dating profil za vas. To absolutno delegirajte, če niste profi v tem, in zato pride tako zelo prav ta 90 dni za dvig vibracije in manifestacijo idealnega partnerstva, zaradi tega, ker bomo tam točno na stičišču med 60. in potem 61. dnevom naprej, se pravi med 2 tretjinama in tam nekje na 2 tretjinah bomo točno to počeli. Točno to bomo naredili skupaj. Ne bom jaz delala tega za vas, jaz vas bom vodila, ker takrat vam bo že popolnoma jasno, veliko hitreje ga boste izdelali in perfektnega ga boste naredili, da boste resnično imeli idealno partnerstvo, da boste idealni, tak res neustavljivo privlačen online dating profil z vseh pogledov in slika in vaša predstavitev, tak profil, ki bo res privlačil čisto nov profil potencialnih partnerjev, ki bodo valjda vaši potencialni idealni partnerji. In temu je potem tudi namenjena 3. tretjina tega programa, ki se začne 7. januarja, da to spravimo v tek, da se temu posvetimo in potem začnemo spoznavati. Potem pa ja, predtem pa ne. Ja? Tako da to je recimo ena izmed takih stvari. Zakaj? Zato, ker jaz točno vem, kaj je tisto, kar je nujno potrebno, zato da boste imeli resnično fenomenalen profil, marsikdo pa ima ravno tukaj rak rano, ali pa recimo, ko ne veste, kako naj se začnete pogovarjati, kaj naj sprašujete, s kom se sploh ne začnete pogovarjati ali pa s kom ne, tega spet ne morete delegirati, ampak lahko pa imate pomoč tu zraven, da vam pove, ok, kaj zdaj naj jaz delegiram, oziroma kaj naj jaz povem podporo. Kaj naj povem, ali naj se začnem s tem človekom pogovarjati, kaj ga ne vprašam, kako ne razumem, če je to človek za mene ali ne, če recimo tega ne začutite takoj, če vam to gre težko od rok in tako naprej. Ta podpora tukaj je definitivno v stolpcu številka 3, če je za vas to težava. Za marsikoga mogoče ni, za marsikoga pa je. In potem imate še en korak v tem 4. delu in to je zadnji korak. In sicer jaz vam resnično priporočam, da zato, da bo jasnost še večja, potem iz tega, bom spet še enkrat pokazala najlažje, iz tega, se pravi iz tega diagrama, ki ste si ga napisali tukaj, naredite potem čistopis, ne? Točka 1, kaj so tiste stvari, ki jih moram jaz početi, točka 2, točka 3 in tako naprej, da boste jasno videli, kaj je tisto, kar je torej stvar, ki vam najbolj pomaga, ja? Kaj je stvar, ki vam najbolj pomaga, kaj je stvar, ki vam bo najhitreje, kaj početi, s čim se ukvarjati, čemu posvečati pozornost, zato, da boste najhitreje na tisti vibraciji, ki vam bo prinesla magnetičnost za vašega idealnega partnerja. In potem, kaj je druga stvar, kaj je točno tista stvar, ki veste, da bi jo morali narediti, ki je nujno potrebna, ali pa ki je zelo, zelo pomembna, ampak vam gre totalno na živce, rabite pomoč pri tem, rabite pa jo, to, kar sem prej povedala, in pa potem še pod točko 4, še ena stvar, ki pač so neke stvari, ki jih delate v zakulisju, ampak so zelo, zelo pomembne za ta vaš cilj.
Tako da jaz upam, da vam nisem preveč zakomplicirala, ko ste to gledali zdaj. Posnetek dobite in ta stvar, še dobro, da so prazniki in zato sem tudi naredila na tak način, da je 4. del tega cikla darilnih serij online delavnic Prebudite novo 2019 verzijo sebe že v decembru, da boste v novem letu manifestirali the love of your life. Ja? Sem naredila z namenom zdaj, da si lahko vzamete čas. Jaz sem napisala tudi v delovnem zvezku, da vam tole lahko vzame cirka 2 do 3 ure časa. Ampak se splača investirati še kako. Naslednjič bomo potem še dokrajčili naš cikel 5 online delavnic, da boste imeli celoto, da boste razumeli, kako s tem delati. Tudi, če se ne boste potem odločili, da bi se vpisali v res unikaten, čisto poseben, individualno skupinski program, ki se začne 7. januarja. Nas bo eno lepo število, jaz sem prepričana, ne glede na to, koliko nas bo ravno prav, sem prepričana, zato da bomo lahko delali, kot se spodobi, da bomo vsi podprti, da bomo vsi imeli popolno jasnost. Tukaj je pravzaprav uvod v to, s čimer bomo nadaljevali. Tisti, ki ste ta uvod naredili, ste naredili že ogromen korak na poti do tega, s čimer bomo začeli 7. januarja. 7. januarja pa začnemo potem postavljati na začetku takoj ene zelo, zelo, zelo pomembne temelje, ki so podpora tem temeljem. Imamo več temeljev, to je treba razumeti, ampak lahko jih, če jih veste, če ve nekdo, kako si sledijo in kaj je zelo pomembno, da imate zastavljeno, zato da se vam potem večji cilj ustvari. Če greste po teh smernicah, po tej poti, boste zelo, zelo, zelo veliko hitreje dejansko postali tisti človek, ki mu bo uspelo manifestirati čisto novo, idealno življenje s takim partnerjem, ki ga vi želite, in to veliko hitreje, kot si sploh znate predstavljati, ker boste naredili osnovo. Tako kot sem jaz rekla pri sebi, 15 let sem poskušala na načine, kot sem vam prej povedala, potem, ko sem pa končno rekla, ok, obstaja metoda, sigurno obstaja metoda in sem jo hkrati tudi nevede naredila, pripravila, sem v 3 mesecih popolnoma spremenila svoje življenje. Spoznala in zmenki so postali tako kvalitetni, tako fenomenalni, pravzaprav so še samo na 3. Z enim je bilo totalno napačno, z drugim sva potem dejansko celo nekaj začela imeti, ampak sem videla na sredini zaradi te metode, da če bom nadaljevala v tej zvezi, bom imela čisto isti šmorn, kot sem imela vedno do zdaj. In to je neprecenljivo, če hočete presekati, če hočete narediti nekaj drugačnega, če hočete, da spoznate drugačnega človeka. Je in ni pomembno to, koga spoznate, predvsem je pomembno to, da sebe spoznate, da sebe sprejmete, da sebe na novo zastavite, kar delamo v tej delavnici, da sebe na novo zastavite. Od 7. januarja naprej bomo pa sebi dodali še več vrednosti in sicer se bomo zastavili na tak način, da bomo si naredili prostor okoli sebe takšen, ki bo skupaj z nami postal magnetičen za tiste ljudi, ki si res zaslužijo biti v vašem življenju, ki vam bodo res pomagali pri tem, da boste vi zažareli, da boste vi postali vidni svojemu idealnemu in čisto nič drugega kot idealnemu partnerju. In to boste. To bo prvo predavanje, drugo predavanje, prve 4 oziroma 5 predavanj bo namenjenih točno temu. Zakaj je to unikaten program? Zato, ker je individualno skupinski. V skupini bodo predavanja in to je še najlepše, to je pa unikatno zdaj, da boste imeli predavanja in v živo v Mariboru, še ne vemo čisto lokacije, ampak v Mariboru. Hkrati, če ne morete priti v Maribor, če vam je predaleč, če kaj zvem kar vse, ali pa če se nočete izpostavljati, lahko hkrati to predavanje spremljate tudi v živo
po spletu, kjerkoli že ste. Hkrati boste čisto vsi dobili posnetke teh predavanj, tako da če ne boste mogli v živo temu slediti, boste lahko sledili kasneje. Poleg tega, jaz sem tista, ki sem nora na izobraževanja, taka za osebno rast in imam zelo rada posnetke, zato da lahko grem še skozi, ko tekam, ko sem na fitnessu, da to poslušam, da slišim še stvari, ki jih drugače nisem in mi to pomeni svet, da lahko imam te posnetke. Zato sem rekla, te posnetke bom dala, ker je sigurno še kdo tak, ki isto razmišlja. Poleg tega pa, ker vem, da je tudi enih par takih, ki raje prebirate stvari in greste tako, da si preberete, lažje vidite, bodo vsa predavanja tudi pretipkana. Z nekaj zamude, ker je vseeno to kar nekaj časa, 2-urni delavnici bosta in tako naprej, oziroma bodo 2-urne delavnice in je treba to pretipkati, kakih 5 dni delovnih po tistem bo to že pretipkano in v vaših mailboxih, tako da boste vse skupaj dobili. To je taka vrednost, se mi zdi, ki je nihče ne daje in to sploh za denar, za ceno investicijo, ki je za ta 3-mesečni tečaj oziroma program, je neverjetno. Definitivno unikatnost. Unikatnost pa še ena. Poleg tega, da boste imeli skupinska predavanja, tiste tedne, ker so predavanja na 14 dni, ob ponedeljkih zvečer med 6 in 8, pa boste imeli še individualne coachinge po telefonu z mano. Treba se bo napovedati, kdo bo ob kateri uri, in bomo to naredili. Ni vam jih treba izkoristiti, lahko jih pa. To je tista podpora, ko nočeš se izraziti v skupini, ko nočeš povedati, kaj zvem, ali pa ko ti ni, ali pa ko imaš, kaj zvem, ali pa ko slučajno dobiš neko vprašanje, ker si delal to doma, ali pa ker si, ne vem, karkoli pač razmišljal in hočeš podporo, hočeš odgovor od mene, od nekoga, ki mu pač zaupaš, ker verjetno se boš vpisal ali pa vpisala v ta program, zato ker mi zaupaš, in dobiš 1 na 1, nihče nam ne posluša, samo Bog, ti in jaz, nihče drug tega ne sliši. To pa so stvari, ki niso posnete, tudi z razlogom, in jih slišiva samo tako. Po telefonu, evo, izkoristiš lahko kadarkoli. Bonus k temu skupaj je pa še en, in sicer ta je pa tak, ki ga ne more nihče dokupiti, lahko ga samo dobite, če ste opravili vse naloge vseh predavanj. Zakaj? Zato, ker jaz vem eno stvar. Nič se ne zgodi, zato, ker vi poslušate. To sem se jaz naučila, zato sem bila 9 let v depri, konkretni. Ko sem mislila, o moj Bog, jaz bi raje šla med jogije vmes, samo da mi ne bi bilo treba živeti, ker je tako grozno, ker me nihče ne mara, ker kaj zvem Boga jaz in tako naprej. Bila sem pa na Rajskem otoku in ljudje so me imeli ful radi, samo jaz sama sebe ne. Ampak čeprav sem vedela čisto vse v teoriji, kar je treba vedeti, kako si pomagati, kako afirmacije delujejo, kaj vem, kaj vse možno, vse mi je bilo jasno, ampak nisem pa ničesar uporabljala. Ko pa sem končno šla v program, ki mi je pomagal na tak način, kot vam jaz zdaj razlagam, podobno zelo, čeprav je bilo vseeno zelo, zelo osamljeno, bolj kot self-study moj program, samo da je imel nekaj še podpore coacha. In sicer, ko sem začela pa to dejansko udejanjati, delati, pisati, razmišljati, gledati, načrtovati, vse to, kar jaz počnem v vseh mojih programih, takrat se je pa sprememba zgodila. In jaz sem jo doživela v 30 dnevih, to je bilo razsvetljenje. 30 dni se vam zdi mogoče dolgo, 30 dni ni nič v primerjavi z 9 leti nekega trpljenja. Pa bi si ga lahko veliko prej spremenila, če bi bilo tako, ne? Če bi pač to želela. Zato, to je to. Zelo, zelo, zelo pomembno je in jaz vedno pravim, da tisti, ki delate, ste tudi nagrajeni. Ne samo od univerzuma, ne samo od manifestacije, ampak tudi od mene, ker hočem spodbuditi, da delate še naprej. In vsi tisti, ki boste naredili vse naloge in mi boste to tudi dokazali, boste dobili še 30 dni moje podpore zraven. Ja, to je vrednosti ne? Jaz, če bi tako rekla, če bi jaz gledala iz svojega stališča, to neprecenljivo, ker jaz, da bi imela 4-krat še dostop do mojega coacha, wow, noro, ne? Ker lahko vprašaš vse, ker si lahko intimen, ker dobiš podporo in tako naprej, neprecenljivo. Tako da, evo, to je to.
Za konec naj samo še povem, da je še nekaj prostih mest. Če želite, do 4. januarja se lahko prijavite, vam bom v komentarju od spodaj napisala, kje. Predvsem bi vas pa rada povabila, da izkoristite tole možnost do 31.12. Do takrat imate še 100 evrov popusta na ceno 699. Lahko plačate pol zdaj, pol 4. februarja, sploh ni problem. Imate pa še eno možnost in sicer sem jaz tudi tista, ki zelo rada grem v vseh trgovinah vedno pogledati popuste. Marsikdo to pravi, joj, potem pač nisi vredna, pa sama sebi ne daješ vrednosti, ampak jaz sem neko drugo cakico. Jaz grem tam noter tiste škatle, kaj sem sploh pri oblačilih, kjer je pač, ne vem, 50%, 30%, ne vem, te zadeve, ker mi je ful fajn pogledati, kaj pa je takega, ker ponovadi nič ni tam noter takega, ker bi bilo za stran vreč. In se mi zdi tako grozno, ko pač nekdo, ker to stran vrže, pa pač tiste cunje, ki so pa, ne vem, ki pač imajo vse šive normalne, pa so potem stanejo 10-krat več. Ne? In potem sem tako zadovoljna, ko včasih nič ne najdem. Ne? Včasih ni nič, je res. Včasih pa dobim take stvari, da se mi oke zasvetijo in si mislim, o moj bog, glej, zdaj sem plačala, ne vem, 100 evrov manj kot bi, imam pa toliko stvari. Wow, kako cool, glej, kaj se lahko naredim 100 evri, recimo. Ne? In jaz sem razmišljala, kako vam lahko zdaj tudi to veselje dam, ker verjamem, da marsikdo tak je. In sem rekla, naredila bom, jaz temu rečem, ljubeče datume, ljubeče decembrske cene. In sicer, to so 3 datumi, 2 sta zdaj že za nami. Do 4. ali 5. januarja bodo, do takrat, ko se lahko še vpišete v program. In sicer, bom tudi dala v komentar spodaj, to so 3 točno določeni datumi, ki jih nihče ne pozna, samo jaz, in jih dobite reminder in tisti dan od 7. zjutraj, 24 ur potem, velja cena 52% znižana, kar pomeni, da dejansko prihranite za en luškan dopustek, recimo v Grčiji, ali pa v Turčiji all inclusive, zagotovo, ja, za en teden. Tako da to se vam definitivno splača. Lahko dobite reminder, ker drugače ne boste vedeli, kateri dan to je. Morate se pa na njega prijaviti. Ne vem pa, če ga bom zdaj našla, takoj tukaj. Ok, mogoče ja. In takrat, pa če treba to izkoristiti, v roku 24 ur, tudi če je praznik, je treba to, se pravi, je treba narediti prvi del plačila, investicije, in mi to dokazati. Print screen, karkoli že, in mi pošljete na moj mail. Imam itak, ok, sem našla, kje se lahko prijavite na Google Alerts. Ok, da vidim zdaj, če bom jaz tu našla to, da vam kar dam noter, zraven pišem. In to je to. In potem bodite pač pozorni, ker na koncu koncev se vam bo splačalo. Jaz pa pač sem tisti človek, ki tudi zelo rada povem naprej za take stvari, ker se mi zdi, glej, meni je tudi fajn, če meni kdo pove naprej. Da vidim, okay. Tukaj je v komentarju opomnik, evo, imate tukaj opomnik, evo, da sem dodala v komentarjih, tako da vidite, kje točno, samo gor kliknete, se vpišete in dobivate te opomnike. To je to, še enkrat vas res iskreno vabim, vse tiste, ki želite se prijaviti, ki si želite, ki imate v sebi željo, da bi radi spoznali zase idealnega partnerja, da bi si radi v 2019, da je zdaj pa res že konec, ustvarili svoje novo partnerstvo na čisto drugačen način, potem vas vabim, da razmislite o prijavi, če ne zdaj pa prihodnice, vseeno, ampak hitreje, ko boste šli, hitreje, ko boste dali vse od sebe, lažje vam bo enkrat za vselej, da se scentrirate in potem gre veliko lažje naprej. To je to, jaz sem želim, da najdete tisto, kar vam pomeni ljubezen, ker meni to pomeni pomirjenost. In to je ena izmed stvari, ki jo moja duša želi živeti v tem življenju. Jaz delam na tem, da naredim vse za to, da sem pomirjena in želim si vam dajati tudi to, da boste vi pomirjeni in ko boste z mano in v svojem življenju. In jaz vidim, da je pomirjenost definitivno tista, ki je zelo pomembna za to, da lahko, se pravi, notranji mir, ne, da ste našli tisto, da nimate več nekih tistih hrepenenj, ki vas mogoče tiščijo na tla ali pa vas žalostijo,
vas spravijo še bolj v osamo, ker ena stvar je biti samski ali pa sam, druga stvar pa je biti osamljen. Ne? Vse to se lahko spremeni. Vedno boste imeli željo po še nečem. Ampak prej, ko si jo izpolnite, bolj boste notranje mirni in to prinaša dobesedno, se mi zdi, najlepše življenje, kar ga je možno. Imejte se lepo, lepe praznike, lep skok v novo leto in mi se vidimo še zadnjo delavnico tole v tem ciklu 4. januarja, potem pa 7. že začnemo še naprej, še bolj globoko, še bolj centrirano, zato da boste tam aprila že rekli, wow, kaki zmenek, wow, kaki moški, wow, kaka ženska, nisem vedela, da to obstaja. Nisem vedela, da sem tega vredna, nisem vedela, da si on želi mene. To je možno. Ok? Lepo se imejte.